Tole bo, vsaj predvideva, moja zadnja snežna tura v letošnji zimi. Grem pogledat gor oziroma hrib, ki je dal ime Pokalu Vitranc, ki se dogaja ta konec tedna v Podkorenu. Torej, na Vitranc, saj do Mojčinega doma grem. Bi se car skočil še malo naprej, na Cipernik, na najlepši razglednik, na še en ponos slovenskega zimskega športa, na Planico, če bo dovolj časa. Ampak najprej treba premagati tale nič kaj prijeten klanček, tule z izhodišča pri jezeru Jasna. Vzpon od jezera Jasne do Mojčinega doma na Vitrancu že v letnih razmerah ni lahka tura, delno zahtevna pa bi rekel, da je v zimskih razmerah, sploh danes, ko so tako zelo spremenljive razmere. Posamezni deli so že povsem kopni, ponekod je ledeno, ker je toliko shojeno v 2-3 grapah, tam, kjer je najbolj strmo, pa je še kar nekaj snega, brez rezec zagotovo ne gre. Treba je biti posebej previden, tale vzpon torej ni za vsakogar. Sem pa zdaj videl, da je nekaj ljudi prišlo tudi po smučišču, po lažji poti, tako da morda se stopim kar tam. Dobrih 700 višinskih metrov je, potreboval sem 2 uri, tako kot tudi spodaj piše na markaciji. Razgledi so vrhunski, tako tole pri Mojčinem domu, kot že nekaj niže na tisti razgledni točki, navzdol na Kranjsko goro, na Podkoren, lepo se vidi tudi do Brač prek meje, proti soncu pa so najvišji vrhovi tega dela Julijskih Alp, Jalovec, Mojstrovke ter Prisank. Še 50 minut naprej od Mojčinega doma na Vitrancu, ki je odprto po zimi od petka do nedelje, je Cipernik. Prvih 25 minut je zložnih po grebenu Vitranca, tudi čez najvišjo točko. No, tole na koncu za 20-25 minut pa se spet postavi po konci, tako da se dobi še kakšnih 150 višincev. Vse skupaj na turi 870 višinskih metrov, 5 km in pol. Dan je fantastičen. Tole pred mano so Ponce, pa Jalovec, kralj slovenskih gora, Mojstrovke, Prisank,
proti Špiku se tudi vidi. In pa seveda, ker je najbolj zanimivo, tule spodaj so planiške skakalnice, tudi letalnica. Ja, konec marca lahko pridete sem gor gledati dom na Prevca, ko bo dvignil veliki kristalni globus. Smučam z vrha Vitranca, ne, sej ne, grem pa z mountain bikom, no, tudi ne. Tale spodnji del sem rešil po progi za gorska kolesa, po vrhu ob robu smučarske proge in že povsem pomladno sem in tja še kdo smuča. Tale sestop po tej strani je kar nekaj daljši, zdaj sem že pri 11 km, pa imam do avtomobila še vsaj kilometer, če ne 2. Po eni strani je zahtevno, po tej strani je bolj za poleti. Izberite, katera se vam zdi boljša. V vsakem primeru to ni lahka zimska tura, niti poleti ni prav lahka. Si ne predstavljam, da bi švical navzgor v tale klanec po smučarski progi. Hvala, ker ste video gledali do konca. Sem vesel tudi, če napišete kakšen komentar, če stisnete like in če ste naročeni na moj kanal. Sicer pa pogledajte še kakšen drug slovenski pohodniški vlog oziroma YouTube kanal. Nas je kar nekaj, ki ustvarjamo podobne vsebine. Najprej vračam pozdrave Gregi, ki me je omenil v svojem zadnjem videu, ko je šel na Kovce. Na Kovce moram enkrat narediti intervju s Petrom iz kanala V naravo, ki je zdaj tam oskrbnik. Prav je, da se podpiramo, da si pomagamo. Tudi Nini sem nekajkrat svetoval, ko je začenjala s svojim YouTube kanalom. Rad pa spremljam tudi Hrvata, ki odkriva slovenske hribe, Davorja, ki pa tudi vedno rad napiše kakšen komentar. Tako da hvala vsem, pa na še čim več dobrih pohodniških videov in pa predvsem dobrih hribovskih avantur.